Še enkrat dober dan. Mislim, da smo vsi veseli, a ne, da smo danes skupaj s Tonijem, režiserjem in ko-scenaristom tega filma. Ampak seveda Tonija mogoče poznamo z teh pogovorov, hkrati, a ne, je pa Toni seveda tudi igralec, voditelj, vse to smo že čisto na začetku, ene par let nazaj, a ne, povedali. In hkrati si tudi avtor kar mnogih, a ne, soavtor, avtor, tudi pripoveduješ, scenarist, a ne, režiser dokumentarnih filmov. Koliko si jih pravzaprav ustvaril in soustvaril? Tale je bil v bistvu 11., ampak je bil pa prvi celovečerni. Aha, no, ker jaz sem jih štela in sem jih preštela do 10. Evo, eden mi je umanjkal, a ne. Ker se mi je zdel prav tako res kar, mislim, neverjetno velika številka. Pravzaprav zdaj sem jih prvič šla štet zaradi tega pogovora. No, ampak zdaj ta film, a ne, jaz sem ga zdaj danes gledala tretjič, a ne, in vedno znova je cel kup enih reči, ki sem tako prav ganjena, a ne, prav solze mi tečejo. In hkrati sem rekla Toniju zdajle po filmu, zelo veliko je tudi veselega, ne, čeprav je zelo veliko tudi težkega, ampak hkrati so pa eni taki ganljivi trenutki, seveda, kot da gledamo otroke, a ne, je to, se nas dotakne, a ne, ker so to pač, in tudi to, da sta zbrala sestro, da sta si to zamislila, a ne, da bojo te osnovni liki, a ne, te 4 otroci. Mogoče dam zdaj kar tebi besedo na začetek, kako sta se sploh pravzaprav, vem, da sta to raziskovala, a ne, skoraj 5 let, a ne, da sestra dela na tem področju, smo jo videli, a ne, v filmu, zdaj jo tudi mi poznamo, ampak hkrati, kako sta se odločila, da sta začela snovati film in da par stvari nam poveš, kako je to potekalo. Ja, hvala, res je to, moram priznati, da zame ena prav posebna priložnost, torej deliti ta film in vse, kar se je dogajalo okrog njega z vami. Sestra se v bistvu z integracijo otrok s Kosova ukvarja vso svojo kariero. Pravzaprav je nekako šolstvo prišla tako, da je bila najprej učiteljica oziroma trenerka košarke. In ko se je na enem treningu zgodilo, da je poskušala razložiti, kako je potrebno iti v dvokorak in položiti žogo na obroč, jo je ena punca z žogo v roki gledala in ni nič naredila. In pravila njej, pojdi, žoga v tla, leva, desna in potem položiš. In potem pride ena punčka do nje pa pravi, ona je Albanka, ona ne razume. In takrat se je Leja pri 19 letih prvič soočila s tem, kaj pomeni, ko hočeš nekomu predati znanje, pa naletiš na jezikovno oviro. In nekako je zvedela, da je teh otrok s Kosova veliko na šoli, sama se je začela počasi, seveda prek pedagoške fakultete, specializirati za to delo in je rekla, jaz se spomnim, kako je bilo, ko sem sama odraščala, ko smo imeli kup priseljencev in kakšne zadrege in izzive so imeli. Zdaj pa vidim, da te priseljenci so bolj kot ne že integrirani, zato ker prihajajo iz slovansko govorečih držav, medtem ko imamo pa kup otrok, ki pa prihajajo iz Kosova in dejansko govorijo jezik, ki ga ne razumemo. Tako da se je sestra začela učiti albansko, šla na Kosovo in me že pred 10 leti prepričevala, da morava posneti film o tem. Potem sva ga prijavila, smo že leta 2018 v bistvu začeli snovati film, majčkeno nas je korona ustavila, smo rekli, da 2 leti ne bomo snemali zaradi tega, ker pač ne bi radi imeli mask v filmu, ampak nekako je bila Leja ta sreča, ki jo imamo v družini, da v bistvu kot dokumentarist iščeš temo, si najbolj vesel, če jo imaš doma na družinskem kosilu. In Leja mi je dejansko odpirala vrata, me navduševala nad tem, me tudi prvič peljala na Kosovo, me spoznala z glavnimi protagonisti in vodila skozi celotno ustvarjanje. Tako da sem imel res srečo, da sem za to temo zvedel že pred 10 leti. Jaz sem jo najprej vprašal, Leja, a bo to čez 2 leti še aktualno? Pa je rekla, ja. Definitivno bo oziroma še bolj. Zdaj smo 9 let kasneje in ta teden recimo, ko je bila ta situacija na osnovni šoli Žalec, sem si prav rekel, ne bi si mislil, da bo 2025. leta to šele v bistvu prišlo na plano. Morda poveš, no, to, kaj je bilo v Žalcu, da ker mogoče nismo vsi brali, ne? Ja, dejansko se je zgodilo, da so na osnovni šoli Žalec poslali vabilo staršem iz Kosova v albanskem jeziku. Nekaj, kar je recimo na šolah v Kranju bil že izziv oziroma problem pred parimi leti, se je zdaj mogoče tudi na kakšnem drugem kraju zgodilo. Enostavno, ko recimo jaz sestro vprašam, kaj lahko še naredimo, bo najprej izpostavila to. Prihajajo starši, ki, kot ste videli v filmu, niso hodili v, recimo temu, običajne šole. Hkrati niso bili v stiku tudi z srbo-hrvaščino oziroma s tem našim slovanskim jezikom. Torej, starši teh otrok, ki zdaj hodijo v slovenske šole, ne znajo slovanskega jezika.
Morebiti prejšnja generacija je še znala. In tukaj naletimo na veliko oviro, kako tem staršem predati neke informacije. Hkrati oni niso imeli športnega dneva, niso imeli malca v šoli, niso imeli dneva odprtih vrat, niso imeli kulturnega dne. In kako temu staršu razložiš, da pač jutri je športni dan, naj vaš otrok prinese športne copate, če ne boš tega napisal v albanskem jeziku, se zna zgoditi, da ne bo ta informacija prišla do staršev. Tako da jaz mislim, da tukaj ves čas govorimo o korakih, ki jih moramo narediti, in večinski narod, definitivno so to, jaz mislim, da pravi koraki, in pa seveda mora priti tudi želja po integraciji strani priseljencev, ki pa verjamem, da bo prisotna tudi z boljšimi programi. No, sej to, kar si se dotaknil tega jezika, a ne, zdaj vidva oba sestro živita v Kranju je ta delež, a ne, kot smo zvedeli iz filma, se pravi priseljenih otrok s Kosova res kar velik, a ne, in zato je to tudi domača situacija, še posebej, a ne, za sestro. Hkrati je pa zanimivo to, jaz danes, ko sem gledala film, sem prav tako poskušala, a ujamem kakšno besedo, a ne, albanskega jezika, da bi jo razumela, kakšno že, a ne, ampak da bi pa kakorkoli to lahko razumel, je pa res težko, a ne. In morda tudi to, a ne, ta, kot tudi v filmu se omenja, a ne, albanofobija, a ne, v bistvu, če tudi do drugih, a ne, priseljencev iz drugih republik, a ne, bivše Jugoslavije, je veliko stereotipov, veliko negativnega, ampak hkrati je pa prav do albanske skupnosti, a ne, tega še toliko več, a ne. Tako da je z jezikom, glede na to, da to ni slovanski jezik, pa dobro, a ne, zraven še religija in vse te reči, je to še toliko težje, a ne, razumeti. In zanimivo mi je bilo tam v tistem delu, ko razlaga, a ne, Soela, a ne, kako pravzaprav jo sprašujejo, je to samostojna država. V bistvu vidiš, da tudi, a ne, marsičesa tako, mi, ki smo recimo dosti razgledani, a ne, kar se tiče naše bivše skupne države, kakšnih stvari ne vemo, si ne predstavljamo, a ne. Tudi zame je bilo v tem filmu novo, recimo kako je šlo to s tem šolskim sistemom. Nisem vedela, da je to bilo v taki meri, a ne, to izobraževanje težko. Skratka, veliko je teh tem, ki bi jih lahko, a ne, zdaj razpirali, hkrati pa to se me zdaj zelo dotaknilo. Mi smo zdaj na začetku tega, a ne, da mogoče lahko, a ne, še kaj spremenimo, ne še kaj, da začnemo kakšne stvari na dobro spreminjati, a ne. Tako da to, ta film, a ne, sem razmišljala včeraj, ko sem se pripravljala, nam zelo odpira vprašanja, kaj pa lahko naredimo, kaj se da pa spremeniti na boljše, a ne. In kljub temu, prejle si mi rekel, veliko je težkih tem, a ne, tudi otroci se držijo, so žalostni, jim je težko, kako se je pač, pravzaprav niso se sami odločali, a ne, da pridejo sem še marsikaj, ampak hkrati je pa meni vliva to, da bo ta dokumentarni film, če ga bodo gledali, ne, učitelji, vzgojitelji, tudi, a ne, naši odločevalci, mogoče en kamenček, ki bo rekel, aha, ta smer je ta prava. Ne? Ja, jaz sem prepričan, da iz nepoznavanja prihajajo številni predsodki. In naša želja je bila, oziroma moja z sestro, da predvsem informirava večinsko javnost, da informirava vse učitelje, vzgojitelje, ki v bistvu prihajajo v stik s temi otroci na dnevni bazi. Zdelo se mi je zanimivo, ko sva gledala, sestra zdaj ravno zaključuje doktorat, bilo je zanimivo, da v bistvu diplomo je delala z otroki, magisterij je delala z starši in zdaj se je na doktoratu fokusirala na mame, ker vidi, da je tukaj največja rezerva. Hkrati se mi je zdelo zanimivo, da zakaj so Albanci vedno na dnu vseh naših anket. Kdo je sosed, ki bi ga najmanj radi imeli? Kdo je sošolec, ki bi ga najmanj radi imeli? S kom bi? Vedno so na dnu Albanci. In mi je bilo zanimivo, ko v bistvu Pranvera, ki je tudi vidite v filmu, pravi, jaz sem druga generacija. Moj otrok je tretja generacija. Ampak on je še vedno na dnu vseh teh anket. Kako lahko to spremenimo, da moj otrok, ki je torej tretja generacija, ne bo vedno na dnu? In edina informacija, edino, s čimer lahko to spremenimo, so informacije. Torej, da nekako polnomočimo našo javnost, da jim povemo, odkot ti ljudje prihajajo, zakaj prihajajo in da je res jezikovna razlika. Zanimivo je bilo, ko smo imeli eno projekcijo v Kranju, so pozabili naštimati podnapise. In zdaj si predstavljajte 9. minuta filma in kar naenkrat gremo mi na Kosovo in ljudje začnejo govoriti po albansko. Ko je to završalo, kaj se dogaja?
Kaj pa je to? Minutko smo rabili vsi, da smo dojeli, kakšna je razlika med albanščino in slovenščino, ker nismo ene besede razumeli, nikamor nismo mogli nalepiti nobenega korena, ki bi ti bil blizu. In takrat so v bistvu potem po tisti projekciji ljudje prišli in rekli, ok, zdaj pa zastopam, s kakšnimi izzivi se ti otroci soočajo oziroma kako težko jim je, ker sta ta dva jezika diametralno nasprotna. Tako da jaz mislim, da res je treba razumeti, da tukaj prihaja do takih jezikovnih ovir, ki jih še nismo vajeni. To je prva večja skupina priseljencev, ki ne prihaja iz slovansko govoreče države. Prvič imamo v bistvu res veliko teh otrok, ki rečejo, kaj pa tisti iz Filipinov, pa ni jih še, oziroma najbrž teh otrok ne bo toliko. Teh otrok iz Kosova je pa res ogromno. V Kranju govorimo v bistvu na marsikakšni šoli o zelo visokih odstotkih. Recimo prav na tej osnovni šoli za otroke s posebnimi potrebami je tretjina otrok rojenih na Kosovu. To je meni zelo grozen podatek, ko sem recimo predstavljal film o Albaniji, sem rekel, kaj se dogaja. Na Kosovu so majčkeno bliže informirani, da je veliko Kosovarjev v Sloveniji, v Albaniji pa ne. In ko so zvedeli, da v bistvu več ali manj mi tem otrokom, ko jim več ne moremo sistemsko omogočiti, da bi se vključili v šolo, jih damo na šolo za otroke s posebnimi, za prilagojen program oziroma nižji izobrazbeni standard, toliko da mi niso iz države deportirali, češ kako se pa vi obnašate do naših. In se mi res zdelo, da tukaj moramo nekaj narediti. Kot država moramo najti način, kako bomo tem otrokom omogočili, da bodo ostali v šolah, da se bodo res šolali in izkoristili svoj potencial. No, mogoče je zdaj tlele trenutek, da vas povabim k besedi, ker drugače bi midva kar hitro šla naprej. Tako da evo, za razmišljanje, vprašanja, odmeve, izvolite. Kdo bi kar izvolite? Dober dan. Hvala, ker ste nam tako lepo postavili ogledalo, da se vidimo, kako mislimo in kako ravnamo. To, da nimamo pripravnice za jezik, je žalostno, ker vsi ti veliki jeziki, no jaz poznam primer Francije, greš v pripravljalnico in ker uspeš povedati nekaj pravilno, te potem pustijo v šolo in greš v tisti razred, kjer si ti končal v tvoji deželi. Ne greš v kakšen nižji ali pa to, kjer ti že zdaj razumeš in boš tudi lahko sledil pouku. In mi je zelo žal, da ta gospod z ministrstva tega ne pozna. Ker jaz sem imela izkušnjo, da sem govorila srbo-hrvaško, no srbsko, in sem prišla živeti na Hrvaško in so me začeli popravljati. In potem sem rekla, prosim, če me popravljate, da se bom naučila hrvaško. In sem se naučila hrvaško, mi je ena gospa, ki sem z njo govorila, rekla, kje ste se pa tako lepo hrvaško naučili? To je tisto, da lahko komuniciraš, kamorkoli stopaš. In te ubogi otroci, ki pridejo, jih vržejo v to, levje žrelo, in v ta odnos, kakršen ga imamo do tujcev, posebno do Albancev. In to vse morajo pretrpeti in zdaj eni so močni, zmorejo. Imajo mogoče še kakšno drugo podporo kje. Eni pa omagajo. In to je tista žalost. In bi želela, da bi se ta odnos spremenil. Da bi našli pot, da bi se oni naučili korak po koraku jezik, potem bi se pa vključili v vse to. In zdaj vera v Albaniji, oziroma na Kosovem. Tam so 3 vere in to so 3 skupnosti čisto različne. Imaš katolike, imaš pravoslavce in imaš muslimane. Islam. In tudi te se ne družijo med seboj. Ne? To je tisto, vse tisto je tako pokupčkano, no, žal. In da bi tlele lahko zaživeli v polni meri, no? Če bi uspeli narediti to. In pa hvala za čudovit film. Čestitam. Hvala. Hvala vam. Še kdo? Tlele gospa? Tukaj spredaj. Pozdravljeni. Globok poklon. Tako lepega dokumentarnega filma še nisem videla.
To, da ste uspeli zbrati take sodelavce, ki so tako iskreno in odprto sodelovali in da ste tako uskladili in skombinirali tudi z uradnim delom, ki ste ga morali uporabiti zraven, to je neverjetna umetnost. Tisto, kar je pa ključno, je, da ste nagovorili srca. Hvala, 100-krat. A je še kdo na balkonu, ker slabo vidim, kar pomahajte? Ne? Še bi nekaj. Pozabila sem vprašati, kako ste zbirali akterje, kako ste prišli do njih? Mislim, eden je boljši kot drugi, od staršev do otrok, do učitelja, skratka vse. Kako ste jih našli? Hvala. Ja, res je bilo zelo zapleteno, predvsem izbrati te glavne protagoniste, zaradi tega, ker sem se zavedal, da če hočem imeti celovečerni dokumentarni film, jaz sem do zdaj delal vse dokumentarce, ki so bili dolgi 50 minut, to je, rečemo temu, TV dokumentarec, kjer v bistvu imaš en kup enih arhivskih materialov, en kup enih ljudi, ki sedijo in govorijo. Tukaj sem rabil pa drugačen pristop in ta pristop je mogel biti zelo blizu igranemu filmu. Torej najdeti protagoniste, ki bodo toliko zanimivi, da bodo gledalca pritegnili, da bo hotel videti naslednji kader, zvedeti, kaj se z njimi zgodi. Res smo imeli izjemno srečo, tega se šele zdaj zavedamo, v bistvu, ko film predstavljamo, da smo našli 4 toliko raznolike protagoniste. Nekako se nam je zgodilo, da smo takoj že leta 2018 s sestro naredila v Škrlovcu, takrat je še delala v tem dnevnem centru, audicijo in je prišlo 15 otrok, zbrala sva 4, na kar sva v tistem tednu zvedela, da z izjemo ene punce nobeden ne bo sodeloval v filmu, ker jim starši tega ne dovolijo oziroma ker so se premislili. Tako da smo nekako prišli samo do Suele. Suela je bila tista, ki smo jo izbrali, ko je bila v 2. razredu, zdaj je že srednješolka. Potem smo šli na Kosovo in snemali na Kosovo in potrebovali nekoga, ki bi nam prevajal. Tam je bila slučajno Arjeta, ki jo je Leja, sestra moja, učila slovenski jezik in je rekla: Arjeta, bi nam lahko ti pomagala pri prevodih z tole ravnateljico vrtca, ki jo snemamo. Je rekla: bom, ampak bom pripeljala še svojo hči, ki majčkeno boljše govori slovensko. In ko smo mi videli Floralbo, ko je prišla na to svojo nekdanjo šolo in stopila v svoj bivši razred in se začela jokati, ko je videla ono svojo klop, smo rekli, ok, to je ta film, ki ga snemamo, ne ta pogovor, ki ga v bistvu nameravamo posneti. In takoj smo prosili Floralbo, če bi bila v filmu, je rekla seveda z največjim veseljem. Tako smo dobili 2 punci, ki sta bili obedve zelo ambiciozni in tudi že dobro integrirani. Vedeli smo, da to ni realna slika, zato sva želela s sestro najti tudi kakšnega fanta, po možnosti rahlo delikventa, ki bi imel kakšne težave oziroma izzive pri vključevanju ne samo v šolo, ampak predvsem v ta socialni krog, v to popoldansko življenje. In šla sva v bistvu na osnovno šolo Helene Puhar, na nižjem izobrazbenem standardu našla Ledrija, ki je učil vse slovenske otroke fuzbal. In ko smo videli, kako v bistvu on se uspe izogniti vsem jezikovnim barijeram, zato ker ima žogo, ker je v bistvu imel neko veljavo, nek status. Ko je on brcal žogo, ni bilo važno, ali govori slovensko ali ne, on se je počutil pomembnega, zato ker je svojim sošolcem nekaj, kar on zna, predal naprej. In potem še ta srečni Masar, ki dejansko se ne moreš ne zaljubiti vanga, res ga ima kamera neizmerno rada, je bil ljubezen na prvi pogled. Ko smo ga videli, smo rekli, ti si v tem filmu, on je rekel, dobro, jaz hočem biti aktor. In dejansko nam je najbolj žal to, da je vmes Masar šel nazaj na Kosovo. Masar v bistvu niti ni dokončal osnovne šole, se je vrnil na Kosovo, kjer včeraj mi je pisal, da se ima dober, da čuva parking. In mi je kar mečkan žal zanj, zato ker se recimo tukaj zelo vidi, da razlika med Floralbo in Suelo in Masarjem in Ledrijem je samo v podpori, ki so jo imeli doma. Floralbi in Sueli so ves čas govorili, rabiš šolo, pomagala ti bo, da ne boš imela tako življenje kot jaz, recimo je Arjeta rekla Floralbi. Šačir, oče od Masarja, je rekel, če ne boš hodil v šolo, imamo doma parking, pa imamo delo zate. In dejansko se mi zdi, da učitelji res naredijo ogromno. Slovenski šolski sistem je po mojem mnenju naredil že velik korak k temu, da je integracija lažja. Težava oziroma izzivi so večji v popoldanskem času, kako tem otrokom zagotoviti še to socialno integracijo, kako jim potem preko raznoraznih interesnih vsebin omogočiti, da je ta slovenščina bolj slišna. In tukaj mislim, da moramo mi narediti veliko, hkrati pa recimo sestra zdaj predvsem dela na opolnomočenju mam, na tem, kako bi lahko mame se naučile slovensko ob svojih otrocih. Ker se zgodi, da enostavno se Arjeta in vse te mame začnejo
vključevati v tečaje slovenskega jezika šele, ko gredo otroci v šolo. Zakaj tistih prvih par let, ko je otrok še v predšolo, to se pravi, ko bi lahko hodil v vrtec na neke pripravljalnice, uvajalnice, zakaj takrat tega ne izkoristimo? In enostavno tem mamam damo vedeti, da tudi one lahko pomagajo. Tukaj je tudi kulturni kontekst različen. Marsikakšna mama bo rekla, pa saj pomagam, nobena slovenska mama ne nese torbe otroku v šolo, jaz mu prinesem. Ampak potem mi moraš razložiti, da mogoče to ni samo tisto, kar otrok potrebuje, da je potrebno se z otrokom usesti pa učiti tudi v popoldanskem času. Kljub temu, da ne znaš slovenskega jezika, boš pa pri matematiki ali pa pri kakšnem predmetu lahko koristen. Predvsem pa boš otroku dal informacijo, da šola je pomembna. Ja, se je to ravno pri teh dveh dekletih, a ne? Kako sta vpete v družino, pa tudi recimo ganljivo je to s temi sestricami, a ne? In tudi tam, ko se je mama potem spravila učiti jezika in seveda ti ljudje prihajajo tudi iz različnih okolij, a ne? In razlike so tudi, tako lepo je povedala taka dela na veleposlaništvu, če si ti v 30 letih toliko težkega doživel, a ne? Težko potem se vključiš in si rečeš, da nimaš vsega tega, kar se je zgodilo. In te stvari so tako prepletene, da pravzaprav je treba res iskati načine, da se lahko upneš tukaj v eno tako običajno življenje in da sploh imaš to moč, a ne, da še starši pridejo zraven. Ne? In tukaj, recimo, kar se je meni zdaj pri tem filmu tudi fajn, da kar nekaj je takih učiteljev, a ne? Mi smo včasih kritični, a ne, do našega šolskega sistema, ampak vendarle je pa kar veliko posameznikov, ki pa lahko en tak učitelj lahko premakne in spremeni otroku življenje. Ne govorim zdaj samo albanskemu otroku ali pa ki prihaja z Kosova ali iz Albanije ali odkodarkoli, ampak pravzaprav kaj to pomeni in to, kar ste vi povedala, gospa, ta človečnost, a ne, je pravzaprav za vsa področja pomembna. Je pa nenavadno, tudi v filmu, a ne, vidimo to, kako je to res ta gospa, ki je medkulturna mediatorka, a ne, kako bi se to dalo, a ne, z enimi takimi rečmi premakniti in kako pravzaprav naša država nima še tega posluha, a ne, do te mere. Recimo v Kranju mi smo snemali z Miro, ki je bila ravno v tistem letu na pogodbi, zdaj je več ni, nimamo več medkulturnega mediatorja, ki bi bil na voljo šolam. Torej smo se spet vrnili v tisti čas, ko starši morajo svoje otroke prositi, če lahko grejo z njimi na roditeljski sestanek, da prevedejo. In se mi zdi, da tukaj v bistvu res so taki majhni koraki. To se pravi, kako na nekem nivoju občine zagotoviti tega medkulturnega mediatorja, da pomaga ne samo v šoli, tudi v zdravstvenem domu, na pošti, v upravni enoti, en kup enih lokacij, kjer ta človek je zelo, zelo, zelo zaželen. Jaz mislim, da se bo to spremenilo tudi s tem, ker je vedno več v bistvu teh otrok, ki so že vmes odrasli, se integrirali in se zavedajo pomena, da ne bi radi, da bi se njihovim zanamcem dogajalo to, kar se je njim dogajalo. To se pravi, vsem, ki bodo prihajali z Kosova, želijo olajšati to integracijo in mislim, da se bodo ti ljudje bolj vključevali tudi v te vloge, kot je recimo medkulturni mediator. No, se to smo videli recimo tudi pri tej gospe Agnore, a ne, kako pomembno je to, da pravzaprav potem, ko je že opolnomočena, ko se je že čisto vpela, a ne, v to življenje in ima tudi možnosti, a ne, da so pripravljeni pa tudi oni razpirati vrata ravno zaradi teh svojih izkušenj, a ne. In to, no, tam v Kopru je bil tisti prav ganljiv, ne, trenutek tle, ko se je potem vrnila kot gostja, ne. Ja, in v bistvu prej se mi zdi, Irena, zelo dobro izhodišče. Dejansko vsak od teh otrok, ki ima nek uspeh za sabo, ima za sabo tudi enega učitelja, ki ga bo takoj izpostavil. Ja. Kaj pa je tebi pomagal? Floral bo takoj rekla ena učiteljica angleščine. Kaj pa je tebi pomagal? Sojela bo takoj rekla učiteljica oziroma vzgojiteljica v vrtcu. Arbnore ima učiteljico slovenskega jezika, to, ki jo imamo v filmu. Vsakdo od njih je našel eno odrešilno bilko, ki mu je pomagala pri integraciji v šoli v sklopu enega učitelja, učiteljice. Tako da jaz mislim, da tukaj res moram pohvaliti slovensko šolstvo oziroma vse učitelje in učiteljice, ki imajo res svoje delo za poslanstvo. In ko naletijo na oviro glede jezikov, iščejo načine, kako to oviro porušiti. Niso čist nič birokratski, tako kot recimo bomo slišali mogoče koga, kar se tiče ministrstva, ki živijo v neki svoji luknji v ulici, kjer je ministrstvo in se ne zavedajo izzivov okrog. Ti ljudje, ki so na šolah, vejo, kaj so tisti akutni izzivi in se jih takoj poskušajo lotiti.
Bi še kdo kaj vprašal? Ja, pridružujem se temu čestitkam za mojstrsko delo. Ne. To se pravi res čestitke. Ampak ne morem si pa kaj, ne, jaz vedno imam kakšne take čudne prebliske. Ne. Ampak ko sem to začel prve kadre gledati, ne, sem rekel, kako bi ta film doživeli slovenski izseljenci iz Argentine, ki so šli skozi podobno šolo, ne, to se pravi tudi skozi trpljenje, skozi vse to, pa so ostajali kot skupnost in tako naprej, in kakšni so njihovi spomini. Tu ste čudovito izpostavili ravno to, kar je rekla gospa tu zadaj, ne, ogledalo, ki nam ga kažete. Ne. Tako lahko postanemo Slovenci res boljši ljudje. Ampak ob tem se mi prehitro ustrašimo, da bomo izgubili svojo identiteto. In če na tej identiteti ne znamo graditi, ampak ne agresivno, ampak dejansko s ponosom na to, kar smo dosegli, a ne, potem tudi drugim ne moremo priznati tega, a ne, kar so dosegli. Kosovu, da je država, ne, in da se sooča s podobnimi problemi kot vsaka novo nastala država, ki je okrožena predvsem za sovražniki. A ne. In ljudje bežijo, ljudje iščejo lepšo prihodnost in se potem znajdejo na primer v obljubljeni deželi. Slovenija, kot dedek tako lepo pripoveduje, ne, sin njegov, vsi so našli tu tisto, kar so iskali, ne, mir, blagostanje, sprejetost. A ne. In zdaj otroci, njihova naslednja generacija se pa sooča z nekimi težavami, ki so nepredstavljive, izhajajo pa iz našega neutemeljenega strahu, da nas bo pobralo, a ne, kot narod. Ne. In zdaj, če ne bomo tega znali sprevideti, ne, in pomagati drugim, da se integrirajo in da nosijo to slovenstvo naprej, ne, ali pa pripadnost državi, potem bo res težko. A ne. In še nekaj, ker sem videl, da je eden od producentov tudi RTV Slovenija. Jaz mislim, da bi bil krasen odgovor na vse to, kar se zdaj po medijih pojavlja okoli tega pisma povabila v albanščini, enostavno predvajati ta film. Pa naj si ljudje pogledajo, kako poteka ta zgodba in kaj počnejo vsi ti hvale vredne, ne, prizadevanja učiteljev. Pa še nekaj bi morda lahko spregledala oblast, da 4 ravnatelji zagovarjajo tezo o razredu pripravljalnem, ki jih usposobi za vstop na isto stopnjo izobraževanja. Jaz ne vem, ali res stroka nič ne velja v tej deželi. Hvala. Hvala za odličen komentar. Hvala. Vi ste povzeli tisto, kar sem tudi jaz razmišljala skozi ves film. Narod, ki je dober sam v sebi, ki je zadovoljen sam s sabo, je odprt tudi do drugih. In ko sem gledala te mlade obraze, sem se spraševala, ali bodo lahko v tem okolju se samo izpolnili in nam dali vse tiste potencijale, ki jih imajo. Pred drugo svetovno vojno se je iz Švice priselil fantek, ki je bil sin Slovenca in matere Nemke. In bilo mu je zelo težko, ampak na njegovi šolski poti se je znašla učiteljica, ki ga je vsak dan povabila k sebi popoldne in sta res se posvetila vsakemu stavku posebej. Zdaj, v moji zavesti je to eden izmed 3 najboljših slovenskih pisateljev, Lojze Kovačič. Če te učiteljice ne bi bilo na njegovi poti, bi mi izgubili zelo dragocen del literarne zapuščine, ki nam pripoveduje, kako je prišleku v okolje. Zaradi neke ženske, ki se je zavedala svojega poslanstva, imamo ta dela. In res mi je bilo veselje videti vse te slovenske učitelje, ki vejo, kaj delajo. In vsak dan doživljam, da ko prehajam skozi različna okolja, da opažam ljudi, ki jih nočemo opaziti ali pa jih ne moremo
ali pa nam nerodno pred njimi. Prodajalke v Hoferju, čistilke, gradbeni delavci in smo zelo kruti do njih. Joj, ne znajo slovensko. Zakaj ne znajo? Ti ljudje garajo za svoje preživetje, recimo stanovanjsko vprašanje. Kako ne pridejo do spodobnega bivališča? In kadar imajo kaj prostega časa, kje pa najdejo odprto okolje? Vse to, kar ste vi zdaj povedala, recimo to je tudi v filmu, kar ta deklica govori, ki prevaja, taka ni ena izmed, pozabila sem njeno ime, da pač, ko iščejo stanovanja, da se jim potem vrata zaprejo zaradi tega, ker so pač albanska družina in to so pač te stvari, ki je res težko, in včasih je ravno ena taka oseba, lahko kot ste vi omenila, Po drugi strani pa sem zdaj razmišljala tudi to, film ima že kar zdaj napomljata, letošnjega leta je bila premiera, gostovali ste tudi v Prištini, v Grčiji, zdaj včeraj se je začel Slovenski filmski festival, kjer si ti vedno aktivni udeležen, zdaj se pa tvoj film na nek način poteguje morebiti tudi za nagrado Vesna in pravzaprav ima kar dobro pot, ta film. In tudi to, kar sem jaz zdaj brala, so neizmerno taki dobri odzivi, tudi odzivi recimo od veleposlanika do ljudi, ki gledajo taki prav čustveni, kako so se jim razprla ena vprašanja ali pa ene poti, kaj bi vse se dalo, mogoče še to malo. Zanimivo mi je bilo ravno zdaj z veleposlanikom. Mi dejansko premiero smo imeli več kot pol leta nazaj in veleposlanika smo povabili na tisto premiero. Sedel je ob meni, nekako se je to v tisti prvi vrsti zgodilo in je kar precej časa preživel na telefonu. In sem si mislil, mogoče mu film ni bil zanimiv, na kar ostane in kot prvi pač od teh gostov pove, da je najbolj ponosen večer, odkar je on v Sloveniji, zato ker je videl te glavne protagoniste, ki so taki odlični ambasadori, ki kažejo, s kakšnimi izzivi se sooča njegov narod. In pa sem ga enkrat vprašal, da pač se mi je zdelo, da je bil veliko časa na telefonu vmes med filmom, če je vse videl. Je rekel, jaz sem med filmom, pa mi je pokazal, sem posiljal message. Tole je sporočilo za mojo ženo, tole je sporočilo za mojega otroka, da naslednji teden gremo v torek še enkrat v Kranj na premiero, ki je pač še v Kranju, zato da vam pokažem ta film. In mi je bilo zanimivo, kako v bistvu so predvsem priseljenci iz Kosova ta film vzeli kot svoj. Oni se nikoli v slovenskih kinih niso mogli gledati v neki nestereotipni vlogi. Vedno, če smo imeli Albance, je bil bodisi na gradbišču ali pa v pekarni. Enostavno je bilo prvič, da smo dali njim tudi prostor in povedali, da nam njihova zgodba je pomembna, da nas zanima, s čim se ti otroci soočajo. Tako da res sem bil vesel teh odzivov in strani priseljencev, predvsem pa tudi slovenske javnosti, ker toliko projekcij, kot smo jih imeli za učitelje, jaz si nisem predstavljal, da jih bomo imeli. Za nami je vsaj nekih 20 šolskih projekcij, pa vsaj nekih 10 projekcij samo za učitelje. Videti vse učitelje iz občine Krško, iz občine Žalec, iz občine Jesenice na enem mestu. In dobiti take feedbacke oziroma odzive nazaj je za nas največja nagrada. Jaz si nisem predstavljal, da bomo imeli več kot 10 ponovitev. Tole danes je 62. projekcija. Tako da... Ja, res smo veseli, da je v bistvu tak odziv oziroma da je tak interes, da je veliko ljudi, ki se radi poistovetijo oziroma ki bi radi vedeli, da niso edini v tem. Pa ne gre samo za priseljence. Mora biti kakšen izmed učiteljev, učiteljic, ki se na vse pretege trudi, pa ne ve zakaj, zdaj ve zakaj. Oziroma zdaj je lažje, ker ve, da ni edina. In se mi zdi, da je to bilo najbolj pomembno, da pač pokažemo ljudem primer dobre prakse. Ves čas govorimo o slabih primerih. Dostikrat nam je kakšna učiteljica rekla, jaz imam 8 otrok z Kosova, ampak skozi govorimo samo o tem, ki delajo pač probleme. Od teh 7, ki so odlični, Ben ni povedal še nobene besede. Ves čas se pogovarjamo s strokovnjaki, s starši, z raznimi ljudmi okrog, nikoli pa nismo vprašali te otroke, kaj pa je vam se zgodilo, ko ste prišli prvi dan v slovenski razred. To se mi je zdelo pomembno, dajmo na otroke pozornost, želimo pa seveda pritegniti tako priseljence, kot tudi večinski narod. Hvala lepa. Tale vaša sestra je res en blagoslov, tako fajn za Kranj in za vas, da sta ta film skupaj naredila. Tako se mi zdi res ena srčna ženska in
čestitam tudi njej, no, prosim. Bom prenesel besede. definitivno. Ja, pa še nekaj. Zelo me veseli, da tele mame ne, so vključene pol v te projekte in ta zadovoljna mama, ki je začela delati v kuhinji ali v šoli ali kjerkoli. To se mi zdi pa res ena taka sprememba, ki tudi pelje v integracijo cele družine v Slovenijo, ne samo otrok v šole, zato ker kjerkoli govoriš z recimo muslimani, a ne, nekje sva bila z možem v tujini, na Portugalskem, žena je musliman, on vozi, on je taksist, ampak žene pa so doma, one morajo imeti otroke in samo za dom skrbeti. In kje se naj potem nauči jezika, kje naj se vključi v življenje. In ta mama je bila tako srečna, da je lahko delala, kljub temu, da ima toliko punc in 4 punčke, ne, in tako naprej. In še una, tudi ta druga. Tako da to se mi zdi tudi zelo pomemben, kot en podaljšek tega vsega, ti projekti za mame, za ženske. Hvala. Živa mi je že malo pomahala, ne, sem mi rekla, ker namreč čas pa danes pa še hitreje teče kot običajno. In mogoče vseeno, Toni, za konec, ne, recimo, mislim, da kar nekaj vas je omenili srčnost, a ne, in eno rahločutnost. In mislim, da je to eno vodilo tega filma, ena strašna rahločutnost do teh ljudi, do te teme, do vsega, kar se težkega godi, ampak hkrati z namenom, kaj se lahko razpre, da vidimo, po kateri poti bi recimo lahko šli. No, in za konec nam, Toni, povej, kakšne so pa tvoje želje zdaj z vsem v zvezi s tem, kar se godi okrog tega filma. Ne mislim za kakšno nagrado zdaj, ker sem jo prej omenila, ne, ampak tako, kakšna bi še ta pot filma lahko bila, ne? Jaz mislim, da daleč največja nagrada za nas so takšne projekcije. Moram priznati, da res zdaj šele vidim, zakaj je občinstvo na filmskih srečanjih ob kavi res nekaj posebnega, ker take mnenje, komentarje, taka vprašanja, kot sem jih danes slišal, jih še nisem slišal, tako da sem bil parkrat tudi jaz zelo na robu ganjenosti in solza. Najlepša hvala vam. To je res za nas največja nagrada. Hkrati si pa želimo, da bi film videli čim več ljudi. Zdaj v kinih jaz mislim, da smo bolj kot ne naredili vse. Bomo imeli seveda do konca letošnjega koledarskega leta še nekaj projekcij, potem še nekaj šolskih projekcij do zaključka šolskega leta. Predvsem se pa vsi veselimo predvajanja na RTV Slovenija, ki je v bistvu glavni koproducent, in verjamem, da potem, ko bo film na RTV-ju, bo tudi ostal dostopen. Zaenkrat se dogovarjamo predvsem z srednjimi in osnovnimi šolami, tudi z univerzami se moramo, da bi ta film lahko postal kot nek podaljšek pri izobraževalnem procesu, ker verjamemo, da v bistvu za nas je največja potrditev pomena filma, da bi se lahko uporabil pri integraciji naslednjih prišlekov, priseljencev, moram paziti, zdaj bi me sestra že takoj kregala. Ob naslednjih v bistvu priseljencih, ko bodo prišli, verjamem, da lahko na podlagi te študije naredimo precej lažjo pot integracije. Tako da želim si, da bi ga videli čim več ljudi, hkrati pa po vsem tem, kar imamo že za sabo, vem, da ga je videlo že ogromno ljudi. Hvala, Toni, tebi, hvala vsem soustvarjalcem filma, celi ekipi, a ne, sestri, vsem, ki so noter sodelovali na kakršenkoli način, od montažerjev, glasbe, vsega tega, nismo se mogli še vsega dovolj. Skratka, samo en velik hvala in naj gre to pot v smislu nekega razmisleka in izobraževanja, kako lahko pravzaprav bolj začnemo sobivati, ne. Hvala, Irena, za pogovor. Zdaj vem, kako je sedeti na tej strani, in hvala vam, občinstvo. Zdaj vem, zakaj ste najboljše občinstvo, ki ga imamo. Hvala.